Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Člani in članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so prvošolčkom na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora in 16. decembra Mojstrana podelili priznanja in praktične nagrade za pridno nošenje rumenih rutk. Učence so obiskali podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša, predstavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora Monika Lichtenegger in policist z policijske postaje Kranjska Gora Uroš Ivičič. Šolsko leto se bliža k koncu. Eden izmed, bolj veselih dogodkov za šolarje je, da končujejo šolsko leto uspešno. Druga stvar je pa, da nagradimo oziroma obiščemo naše prvošolčke, ki so celo šolsko leto pridno nosili rutke. To je akcija, ki jo občina Kranjska Gora in pa policijska postaja Kranjska Gora skupaj s Svetom za preventivo in varnost v prometu organiziramo vsako leto. Veseli smo, da so se vsi prvošolčki odzvali pozitivno na to akcijo, pridno nosili rutke in pravzaprav tudi razumeli in doumeli, da v bistvu nošenje rutk ni samo neka zadeva, ki bi morala biti nujna, ampak predvsem predstavlja neko varnost v prometu, kjer so lažje vidni, kjer jih lahko vozniki in pa ostali udeleženci prej opazimo. Glede na obiska v obeh osnovnih šolah sem prepričan, da so to naši prvošolčki še kako dobro razumeli. Vsem skupaj bi se v imenu občine zahvalil za to, da so uspešno nosili rutke, prav tako tudi učiteljicam, ki nam pomagajo pri tem projektu. Hkrati pa vsem skupaj zaželel ene vesele počitnice in pa polno energije v jesenski čas septembra in seveda tudi novim prvošolčkom že danes polagam, če lahko rečem na dušo, da se splača v bistvu sodelovati v tej akciji, hkrati pa na koncu leta tudi prejmejo skromno darilo v imenu občine in pa Sveta za varnost v prometu. Tako da v bistvu, če lahko zaključim v tem smislu, da varnost v prometu ni samoumevna, če vsak izmed nas nekaj za to naredi, je pravzaprav cilj dosežen. Šolarji iz obeh osnovnih šol so gostom pripravili tudi zanimiv program. V Ratečah so v petek pripravili Rateško-Južno, del projekta Alp Foodway, ki se z letošnjo jesenjo končuje. Poskusite jo lahko v 3 rateških gostiščih. Pravzaprav je cel projekt nekako širši in smo se lotili zadeve na mednarodnem nivoju, tako da smo nekako začeli ustvarjati skupno bazo nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki po celem alpskem prostoru Slovenije. Medtem ko naša naloga Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je pa bila, da na enem izmed izbranih območij izvedemo nek pilotni projekt, kjer ugotovimo, kjer se pravzaprav z domačini in z neko skupnostjo ukvarjamo s prehrano. In tako smo v Ratečah izvedli večslojen projekt, recimo lahko rečem z delom z domačini, kjer smo s starejšimi krajani ugotavljali, kaj so včasih jedli, kako so jedli, o tem bomo še v prihodnosti izdali knjigo. Poleg tega smo poskrbeli za medgeneracijski prenos teh znanj in izkušenj na področju prehrane, tako da smo z otroci iz vrtca, z osnovnošolskimi otroci in
kar se je najbolj zanimivo izkazalo, z mladimi gospodinjami delali delavnice, kjer so starejše gospe iz Rateč, to se pravi tiste prave pristne Ratečce, učile mlajše gospodinje, otroke kuhati prave domače rateške jedi. Medtem ko pa smo odkrivali to rateško dediščino prehransko, smo pravzaprav ugotovili, da jo v gostinski ponudbi ni dovolj. Je v obliki rateških krapov in posameznih malenkosti, ampak nekaj več pa ne. Zato smo skupaj s 3 rateškimi gostišči in enim kuharskim mojstrom, Jernejem Racem, ustvarjali nek sodoben meni, ki se ga lahko ponudi v gostinski ponudbi, je nekako tako izvedljiv, tehnično se ga da pripraviti in gre za neko sodobno interpretacijo tradicionalnih rateških jedi na sodoben način, da se lahko ponudi a la carte v gostilnah. V okviru projekta so naredili tudi anketo o poznavanju tradicionalnih jedi. Mi smo recimo tudi v okviru tega projekta naredili eno zanimivo anketo spletno, kjer se je izkazalo, da Slovenci ali pa anketa je bila bolj na Gorenjskem izvedena, Gorenjci še zmeraj poznajo in da se te jedi še zmeraj kuhajo v gospodinstvih. Je pa res, da se ta nabor tradicionalnih jedi zmeraj bolj oža. Včasih se je jedel tudi ne tako enolično, danes pa recimo mogoče kot neko gorenjsko tradicionalno jed smatramo, ne vem, žgance, krvavice, kisozele in take stvari in ta nabor jedi se zmeraj bolj oža. Je pa še bistveno več in ravno zaradi tega recimo v ta meni Rateška južna nismo mi vključili nekih splošno poznanih rateških jedi, kot so recimo krapi, ampak mogoče manj znane jedi, kot je presnjak, kot neka juha oziroma včasih samostojna jed, ki pa je danes že morebiti v gostinski ponudbi ni toliko prisotna. In kaj vse se znajde na mizi, če naročimo Rateško južno? Pripravili smo zeljno župco, po domače presnjak, potem smo kot glavno jed pripravili jagnječje stegno z zvitkom iz kislega zelja in pa z panirani, potem z zeleno iz pire iz zelene in pa kot sladico rateški gvažek. V Mojstrani so se v petek zbrali starejši gasilci in gasilke z vse Gorenjske. Gostili so jih v Mlačci pri Mojstrani. Gasilska zveza Gorenjske se je odločila, ker veterani radi tekmujejo, pa da ne bi hodili po cel Sloveniji na tekmovanja, da smo uvedli pokalno tekmovanje Gasilske zveze Gorenjske. Na njej bo sodelovalo v letošnjem letu pripravljeno 20 ekip, od tega 5 ženskih in pa 15 moških. Tekmujejo v 2 disciplinah. To je vaja s hidrantom, tekmuje jih 7, potem pa še vaja raznoterosti, ki jih tudi tekmuje 7, tem da pa raznoterosti so pa prikaz raznih veščin, od metanja cevi, polaganje cevovoda, zbijanje tarče, spajanje cevi in podobne zadeve. Gostiti to vrstno tekmovanje je seveda čast in tudi zahtevno delo. Kot vidite tukaj za menoj, danes poteka prvo pokalno tekmovanje Gasilske zveze Gorenjske v kategoriji starejših gasilcev in gasilk. Res smo ponosni, da lahko gostimo to, bom rekel, cvet naših gasilcev starejših, ki so ustvarili to gasilstvo in seveda na tej res prvi tekmi, ki jo pripravlja PGD Mojstrana v imenu Gasilske zveze Kranjska Gora, kjer je teren izredno lepo pripravljen, kjer je vse ostalo, se pravi spremljajoče ekipe, sodniki, sodniška ekipa zelo dobro upravlja tudi svoje delo in seveda upamo, da to ni zadnja tekma, ampak da je ena izmed vrst tekem v dolgem obdobju, ki bo sledilo v pokalnih tekmovanjih za starejše gasilke in gasilce. Seveda si pa želimo tudi kakšno drugo tekmo, pokalno tekmo na področju morebiti članov, članic, tudi naše mladine, vendar za to je pa še vedno čas in seveda tudi sami se moramo pripraviti tudi s takim tekmovanjem, kot je danes. Gorska reševalna zveza Slovenije in Slovenski planinski muzej sta združila moči in obeležila Dan gorskih reševalcev ter poletno muzejsko noč. Pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani so pripravili številne nagradne družabne igre za otroke in odrasle, tekmovanje gorskih reševalcev, prikaz reševanja v gorah, prikaz osnov prve pomoči v hribih, otroške ustvarjalne delavnice in kino pod zvezdami. Ves čas je bil Slovenski planinski muzej na ogled brezplačno.
Slovenskem planinskem muzeju smo pred muzejsko poletno nočjo pripravili kar nekaj zanimivega programa. In sicer smo k nam povabili učence oziroma pevce glasbene šole Osminka oziroma studija Osminke, ki nam s svojimi pesmi lepšajo popoldan. Potem pa bomo nadaljevali oziroma smo pripravili v okviru projekta Neverjetne gore in dopolnitve stalne razstave, ki je dopolnjena z novimi karikaturami Nazaj v planinski raj in Stan planinski raj. Torej, tista področja in osvetlili problematiko sodobnega časa. Tako smo k nam povabili zanimive sogovorce in sicer alpiniste, gorske vodnike, gorskega tekača in pa predstavnika Planinske zveze Slovenije, ki z nami delijo svoje mnenje, kakšne so pasti sodobnega časa za ohranjanje planinstva oziroma gora. Seveda bomo v enakem stilu, če lahko rečem, torej v isti maniri neverjetnih gora, neverjetnih presežkov, premierno v Mojstrani predstavili tudi letošnji nov film, ki je med mnogimi požel tako pozitivne kot tudi negativne kritike. In sicer je to Vzpon na El Capitan Frisolo. Torej, že vrsto let v slovenskih muzejih pripravljamo muzejsko poletno noč. Namen tega je, da torej v poletju, pred poletjem ali ob izteku pomladi, torej 3. soboto v mesecu juniju, v muzeju odpremo svoja vrata in za naše obiskovalce pripravimo poseben dodatni program. In seveda opažamo organizatorji muzeji, da je obisk muzejev tudi v nočnem času iz leta v leto večji. 4. Blejski vodni festival je tudi letos prinesel inovacije na področju upravljanja z vodnimi viri. Posebnost tokratnega festivala je bila degustacija vode z vodnim someljejem. V prihodnje bi namreč lahko, tako kot že ponekod drugod po svetu, tudi v Sloveniji v restavracijah gostom ponujali vodni izbor. Blejski vodni festival postaja vodilna platforma za inovacije na temo čiste vode in trajnostnih rešitev za upravljanje vodnih virov, ki posledično dvigujejo kakovost življenja. Nagrajuje najbolj izvirne ideje, projekte, filme z ekološko temo ter deli dobro prakso s politiko, strokovnjaki, gospodarstvom in širšo javnostjo. Kot je pojasnil organizator in član ekipe Blejskega vodnega festivala Marko Gajič, je bil na začetku to majhen dogodek, danes pa sodelujejo že z ministrstvi 6 držav. Tudi na letošnjem festivalu so se osredotočili na izmenjavo dobrih praks z področja aktualnih tem o vodnih virih, kot so na primer digitalizacija upravljanja vodnih virov in kibernetska varnost ter zdravstvena ekologija. Festival, katerega korenine izhajajo iz Blejskega filmskega festivala, je ponudil tudi dokumentarni film 2467 km Potovanje do Črnega morja, s katerim Pascal Rösler prek svojega podviga, ko je preveslal od Münchna do Črnega morja, osvešča vse o večjem onesnaževanju voda in rek. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. V četrtek, 20. junija, bo redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Kranjska Gora je z iHelp projektom in pridružitvijo temu projektu postala srcu prijazna občina. V sklopu tega projekta bodo v četrtek, 20. junija, organizirali brezplačne delavnice varnosti in oživljanja z uporabo defibrilatorja. Prijave zbirajo na naslov mojca.meze@kranjska-gora.eu do 17. junija. Prijavite se lahko na dopoldanski termin med 9. in 11. ali popoldanski termin med 16. in 18. uro. Največje število udeležencev je 60. Ukolikor bo na eno od delavnic prijavljenih manj kot 10 udeležencev, bo delavnica združena z drugim terminom.
Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!